Gospod Flis, mislim, da že 6 tekem v prvenstvu čakate na zmago, na 3 točke. Ste danes pričakovali več? Ja, tako kot vedno pričakujemo več kot to, ne? Več kot poraz. Pričakujemo zmago, ampak danes nismo dobro odigrali. To se je videlo že v prvem polčasu, ko smo izgubili kar številne žoge v napadu in potem se je zgodilo, da je nasprotnik vse to izkoriščal za svoje protinapade. Enega je zelo dobro izvedel, ob koncu polčasa nam zadev. S tem je bilo za nas igre še težje. V drugem polčasu smo spet naredili podobne napake, izgubljali žoge spredaj, prejeli drugi zadetek. Nekoliko se je popravili v igri, ampak na koncu nam ni uspelo nič kaj posebnega. Imeli smo 1-2 priložnosti, vem, da še iz teh nismo zadeli, tako da je nasprotnik dan zasluženo zmago. Mi pa moramo pogledati nadalje, kaj bomo v zadnjih 2 kolih naredili, ali bomo še osvojili kaj točk. Upamo, da bomo in na to bomo tudi šli. A lahko govorimo o nekem slabšem obdobju Aluminija? Ja, če spremljate, pa te vidite, da nam manjka kar 4 igralci, ki so igrali. Vedno težji tereni nam poberejo, še to moč, ki jo imamo. Zakaj je to? Zato, ker številni igralci, ki so prišli k nam, hvala Bogu, da so prišli v bistvu nepripravljeni, brez nekih iger, brez igralne kondicije, tako da se to pozna. Sedaj v tej zaključnem delu, ko potrebuješ moč, se vidi, da je nimamo in potem tudi igre ni nobene prave. Čeprav se trudimo, ne morem reči, da se ne trudimo, igralcem vseeno moram priznati za ta trud, ki ga dajo in jih pohvaliti, ampak vse skupaj je premalo za to, da bi zabeležili zmago. Se stvari v prvi ligi odvijajo, kot ste menili, da se bodo? Ja, samo žal teh poškodb nisem predvideval. Če bi ostali zdravimi igralci, bi nam bilo lažje. Se vemo, smo izgubili 2 igralce iz prve ekipe, oziroma tudi tretji je bil tisti, ki je dostikrat igral za prve ekipe, tako da se vse skupaj nam pozna in pridevali smo ta boj za obstanek in ta boj še bo dolgo trajal. Gospod Bogatinov, a ste zadovoljni danes s podobo Mure? Ja in ne. Zadovoljen sem z zmago, zadovoljen sem s tem, ker smo dobili odgovor tudi na igro, na našo zadnjo igro. Potrdili smo neko dilemo, da le mi kažemo neko kakovost, da Rudar mogoče na zadnji ni bil tako slab, da bi prejel 4 zadetke. S tem sem zadovoljen, nisem pa zadovoljen s tem, ker nismo končali današnje tekme že mnogo prej. Vas je bilo strah odziva ekipe po tekmi z Rudarjem? Ja, priznam, da ja. Ja. Kaj je danes po vašem mnenju odločilo tekmo, generalno gledano? Kvaliteta. Mi imamo kvaliteto in to smo tudi potrdili na igrišču. Žal, kot pravim, bi lahko že veliko prej dosegli prvi zadetek, drugi in tekmo v nadaljevanju bi se odvijala v neki drugačni luči. Tudi domačini so si pa absolutno zaslužili danes zadetek. Nepričakovano ste na zadnjem mestu še zmeraj. A so takšne tekme najtežje proti tistim moštvom, s katerimi se boste borili za ta mesto v nadaljevanju prvenstva? Ja, take tekme štejejo dvojno. Mislim pa, da mi smo imeli, imamo druge probleme in potem sam neposredni tekmec nam toliko ne posroča preglavic. Bo zdaj vseeno lažje v nadaljevanju? Ne še, ni še nič končano. Pred nami je, mislim, da še 16 kol do konca prvenstva. Za naslednjo igramo v soboto za Gorico in z zmago v Gorici bomo lažje zadihali.